Moram poudariti, da ima policijsko izobraževanje prav na tem mestu že dolgo brado. Pred več kot 50 leti smo pričeli s prvo generacijo policistk in pa policistov, ki so potem prišli na teren. In v tem obdobju se je izobraževalni program velikokrat spreminjal. S tem so se spreminjali tudi pogoji za vpis. Sedaj v bistvu je najbolj pomembno, da imajo kandidatke in pa kandidati srednjo šolo, da imajo poklicno ali splošno maturo opravljeno, da so državljani Republike Slovenije in da potem vsekakor opravijo izbirne postopke. Kot sem že predhodno omenil, izobraževalni program se je v zadnjih letih oziroma v preteklih letih kar precejkrat spremenil. In smo imeli 3-letno šolo, srednjo šolo, smo imeli 4-letno srednjo šolo, imeli smo tudi program prekvalifikacije, ki traja 18 mesecev, sedaj trenutno pa imamo višjo policijsko šolo, ki traja 2 leti. Študentke, študenti oziroma diplomanti pridobijo 120 kreditnih točk, ker je javno veljavni program. Šolanje za poklic policista poteka zelo podobno kot v vseh ostalih drugih višješolskih ustanovah. Je pa velika specifika tukaj, da izobražujemo za poklic policista. Za obrt jaz temu pravim, in ta poklic, ki je zelo lep poklic, ali ne malo kdaj, je pa precej težav. In tudi za takšne stvari moramo pripraviti naše študentke in študente. Trenutne razmere nam seveda narekujejo tudi prilagajanje izvedbe izobraževalnega programa. In v preteklem letu smo se soočali kar s precejšnjimi težavami, ki pa moram reči, da smo jih dokaj uspešno reševali. Kajti naenkrat smo morali iti na izobraževanje na daljavo, kar pa moram reči, da je precej težko za tovrstne poklice, še posebej pa za poklic policista, kot sem prej omenil, učimo obrti. Ampak smo nenazadnje določene stvari izvedli na daljavo, druge stvari, ki pa so resnično praktične narave, pa smo morali poklicati študentke in študente sem k nam, da smo izvedli in da smo dokončali ta program, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov, ki so takrat veljali v zvezi s COVID-om. Trenutno šolanje poteka popolnoma normalno, če lahko tako omenim, seveda ob upoštevanju ukrepov v zvezi z COVID-om. Tudi moram poudariti, da nimamo nekega velikega števila obolelih, tako da se trudimo čim dlje obdržati naše študentke in pa študente v teh prostorih Policijske akademije. Moram poudariti, da ne glede na trenutne razmere moramo gledati na to, da vsako študentko, vsakega študenta primerno izobrazimo za ta poklic. Razlika med študijem na Policijski akademiji in ostalimi študijskimi programi moram reči, da je precej velika. Naše študentke in študenti so od prvega dne prihoda v Policijsko akademijo zaposleni tukaj pri nas, imajo plačo in teče jim delovna doba. Vsekakor pa si želimo, da bojo te študentke, te študenti, bodoče policistke in pa policisti z nami ostali, seveda, če lahko rečem, tudi do konca njihovega kariernega življenja oziroma njihove kariere. Veliko naših študentk in pa študentov, ki zaključijo študij tukaj na Policijski akademiji, se potem odločijo za nadaljevanje študija tudi na nekaterih drugih visokošolskih zavodih, kar seveda pozdravljamo, kajti znanje je danes zelo potrebno. Dober policist velikokrat rečem, da mora imeti ogromno znanja. Družba danes zahteva vedno več od nas policistov in mi jim pač moramo nuditi to več. Ampak kako? Zgolj z znanjem. In zgolj z znanjem bomo lahko opravljali svoje poslanstvo, ki pa je zelo pomembno v družbi. In tukaj jih ne učimo zgolj in samo teoretičnega dela in potem praktičnega dela, ampak učimo jih tudi to, da morajo biti seveda pri svojem delu najprej ljudje in da morajo tako tudi ukrepati na terenu. Študijski program je živa stvar in izvedba študijskega programa se v majhni meri nenehno spreminja. Seveda te spremembe so odvisne od potreb v družbi. V zadnjih letih smo imeli tam okrog 900 prijavljenih, recimo vsako leto. Od teh 900 prijavljenih jih dobimo za redno generacijo
okoli 250. Tudi v tem študijskem letu je tako, da smo jih dobili 250. Moram reči, da jih v teh 2 letih odpade, če lahko tako rečem, od 10 do 20%, odvisno od posameznega leta. Karierne možnosti v policiji so, jaz vedno temu pravim, izjemne. In ko pridejo naše študentke, študenti k nam na Policijsko akademijo, in vedno pravim in vedno razložim, da imajo ogromne možnosti za razvoj kariere v policiji, predvsem pa tudi za osebnostni razvoj, kar je zelo pomembno tudi za upravljanje tega poklica. Vsekakor pa vse, ki vas zanima poklic policista, vabim, da se nam pridružite, predvsem pa, da nas spremljate na spletnih straneh in na informativnih dnevih, kjer zelo radi razložimo celoten potek vpisa in potem tudi potek izobraževanja tukaj na Policijski akademiji. Če mislite, da je dinamično delo za vas in če mislite, da ste pripravljeni služiti svojemu narodu in pomagati ljudem v stiski, potem je policija oziroma Policijska akademija prava pot za vas.